Dober dan želim. Kriminalisti od jutra izvajajo hišne preiskave po Ljubljani. 2 osebama so že odvzeli prostost. Preiskovalci naj bi obiskali Stožice, podjetje Grep, zavod Tivoli in domovanje ministra za obrambo Romana Jakiča. Preiskujejo sume gospodarskega kriminala. Neuradno naj bi do nepravilnosti prišlo pri poslovanju več podjetij oziroma zavodov s parkirišči podjetja Grep v Stožicah. Preiskovalci naj bi sume novih kaznivih dejanj zaznali pri preiskavi gradnje Stožic, glede katerih so že lani potekale obsežne hišne preiskave. Poslanci se na današnji izredni seji seznanjajo z obvestilom premierke Alenke Bratušek o začasnem vodenju Ministrstva za zdravje in gospodarskega ministrstva po odstopu ministrov Tomaža Gantarja in Stanka Stepišnika. Funkcijo ministra za gospodarstvo bo začasno opravljal finančni minister Uroš Čufer. Zdravstveni resor pa bo začasno vodil zunanji minister Karl Erjavec. Obravnavali bodo tudi predlog priporočil SDS-a o upravljanju državnega premoženja, ki jih je odbor za finance sicer zavrnil. Izvršni odbor sindikata Termoelektrarne Šoštanj se je zaradi napovedi francoskega Alstoma o suspenzu del na bloku 6 z 19. decembrom preimenoval v stavkovni odbor. Sindikat meni, da morajo predstavniki zaposlenih pozvati vse odgovorne osebe, naj preučijo sum storitve kaznivega dejanja, položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti zaradi škodljivega dejanja do TEŠ-a. Med slovenskimi mobilnimi operaterji je bilo od uvedbe prenosljivosti mobilnih številk leta 2006 prenesenih 494 tisoč mobilnih številk. Pri fiksnih telefonskih številkah je bilo prenosov med operaterji nekoliko manj. Na področju fiksne telefonije delež klasične telefonije še naprej upada na račun rasti IP telefonije. Viša se delež uporabnikov, ki do interneta dostopajo prek optične povezave. Največ uporabnikov pa za dostop do medmrežja še vedno uporablja tehnologijo XDSL oziroma kabelske modeme. Danes je Mednarodni dan gora, ki letos poteka pod geslom Gore – ključ do trajnostne prihodnosti. Tema poziva k razmišljanju o tem, kako dobrine in storitve, ki izhajajo iz gorskih območij, ključno prispevajo k trajnostnemu razvoju. Ta vključuje takšno rabo naravnih virov, ki hkrati omogoča izboljšanje kakovosti življenja prebivalstva in ne zmanjšuje možnosti za življenje v sedanjosti in prihodnosti. In še vreme. V četrtek bo pretežno jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, ki se lahko ponekod zadrži večino dneva. V petek in soboto bo precej jasno. Po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla, ki se bo lahko ponekod zadržala večino dneva. V višjih legah bo razmeroma toplo. Danes v dnevniku televizije Maribor. V ptujski bolnišnici danes izbirajo novega direktorja zavoda. Zaradi pritiskov je odstopil direktor Doma Podgorca Matjan Cojhter. Na osnovni šoli v Slovenski Bistrici so pripravili dobrodelni koncert in bazar. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.